Punce, pozdravljene! Evo mene ponovno v avtu, moj drugi dom. Lihkar sem nehala delati, zdaj grem pa po oblačila za jutrišnje snemanje v BTC. Prejšnji teden sem vas spraševala, če bi bilo katerih zanimivo videti, kako nastane TV oddaja. Nekaj vas je bilo zad, tako da sem se odločila, da posnamem kar video. Malo sem še hripava, tako da upam, da bo do jutri v redu. Bom danes cel dan pila čaj ali pa kakšno septoleto vzela. Če te torej zanima, kako nastane TV oddaja, potem glej video naprej. Evo, glihkar sem se parkirala in gremo v Mio po oblačila. Evo me nazaj, dobila sem cel kup enih luškanih stvari, sem vzela kar to vse, kar sem vam pokazala, zlato jakenco, rozasto oblekco, tako da že komaj čakam jutri, da se snemanje prične. Pa sem se postavila še v DM-u, sem vzela tale highlighter oziroma osvetljevalec od Maybellina v odtenku 100. Če imate DM-ovo kartico, imate zdaj 25% dol na vse Maybellinove izdelke. Vam lahko tudi pokažem, kako izgleda za tale predel ličk. Evo tako, se še vidi. Sicer sem se zdaj namazala čist brez ogledala, tako da je lahko prav smešen. Lahko mogoče še pokažem na roki. Zgleda pa takole. Evo ga še na roki. Ful je tak kremast, v bistvu lepo mazljiv. No, tukaj imam pa še odtis ene šminke. Ponavadi, kadar grem itak v kakšno to poslovalnico DM ali Miller, imam celo roko popisano, tako da je tole še res ful mal. Tole sem torej na hitro vzela, zdaj gremo pa pisati scenarij. Evo punce moje, jaz se vozim domov. Ura je polnoči iz večerne oddaje. Grem samo še v poslo, vstanem čez nekih 7 ur. Jutri pa se vidimo na snemanju oddaje. Čau, lahko noč. Dobro jutro, punce. Evo, jaz se nahajam v make-up roomu TV3-ja. Tole je moja vizažistka, ni luškana. Boš pozdravila moje prijateljice. Svetlana, daj ti povej mojim puncam, kakšen make-up je recimo primeren za televizijo? Ja, za televizijo seveda primeren bolj močen make-up v primerjavi z dnevnim. Moraš uporabljati bolj močni barvi, bolj temni barvi, da sčisti kožo, bolj poudari po očkam, po ustam. Tako, da izgledaš lepo. Ja, ker je ful svetla, ne, slika oziroma ful svetlo v studiu. Ja, seveda, ker ful lučko sveti in kar osvetli. Drugače Svetlana prihaja iz Ukrajine, ampak jaz mislim, koliko časa si zdaj v Sloveniji? 3 leta in pol. 3 leta in poglej, koliko dobro govori slovensko. Bravo. Evo, tole pa je njeni čopički. Daj pokaže, s katero senčko si me danes mazala, ker je to pač lepotni kanal in bo ziher moje punce zanimalo, kako oziroma kaj so uporabile. Super kosmetiko, novo kolekcijo STV. Kosmetik, ki prihaja iz Londona. Imam vso njihovo marko. Je zelo obstojna, močna. Pri
Priporočam. Priporočaš? Ok. Kaj pa tukaj vidim, da imaš pa tole paletko za konturo delati, ne? Ja, imam Od tako Bena. paletko od Bena. A je dobra? Dobra, ja. Kar prekrivna, mat, meni je zelo všeč. Všeč. Jaz sem tudi slišala že veliko dobrega, ampak Ja. je še ne lastim. Tole so pa čopički. Vidim, da imaš ful različnih teh firm. Ja. To sama potem kupuješ tisto, ki je. To, kar je meni všeč, nikoli ne povem eno je znamke, ker vedno pride nekaj novega, moraš skozi probati in tako. Cool. Razlika. Evo, hvala ti. Mi dve bova še dokončali tale moj make-up, še usta, šminka. Ja, pa smo pa ready za snemanje. Sem malo posnela, Ja, ko si namazala. prav. Sej si, Ful si veš. me lepo danes. Evo, to je pa naš studio. Tukaj stojim. Sicer to je tako zeleno ozadje, ki ga potem itek spremenijo, po želji modro, rdeče, kar hočemo. Evo, se bo zvočila. Jaj se, ja. Eva, imaš kaj kreme? Tako bom stala, ja. Ne, nimam treme. Zdaj se dogovarjamo, kadar delamo, da je v redu. Do tega. Evo, to pa sem, ja. Cool. Zdaj mi govorijo informacije v slušalko, da vse štima. Tam imam pa trotel boban, iz katerega bom brala. Še malo pa začnemo. Gledalci in gledalke v oddaji Glasbeni utrip v vaši družbi sem Eva Centrih. Če vam še nihče danes ni zaželel dobro jutro, vam ga bom jaz skupaj s Trkajem in Kurjem. Tole je pa naša kuhna, kjer si lahko vzameš kavico, čokolado ali pa kaj sladkega drugega. Evo me nazaj, prva oddaja posneta, zdaj pa čas, da zamenjava make-up. Smučarka Tina Maze je že večkrat dokazala, da je ženska številnih talentov. Poleg nepozabne športne kariere je med drugim navdušila tudi svojim glasbenim prvencem, ki nosi naslov My Way is My Decision. V spomin na vse Tinine dosežke zapojmo skupaj z njo. Dve oddaji sta posneti, zdaj sledi še tretja, tako da sem se preoblekla. Klavdija, mislim, da je bila Klavdija, me je vprašala, če imam kaj treme in kako se spopadam z njo. V bistvu ne, zato ker sem zdaj voditeljica že 4 leta, tako da je nekako trema skozi prakso zginila. Priznam, na začetku je bila, ampak sem enostavno šla, posnela, če me je bilo strah, sem barla doma toliko časa, da mi je beseda gladko tekla. Se mi zdi, da je to kar pomembno, da tako na glas bereš, na glas izgovarjaš in potem itak to dan za dnem, vsak dan počneš, nekako trema zgine in ti je to dejansko služba. Moja vsestranska vizažistka igra zdajle še vlogo frizerke, naredila mi bo take čudovite kodrčke, tako da bomo za tretjo oddajo malo nakodrani, da bo malo drugače izpadalo. Frizurica je uspela, kodrčki, še nikoli nisem imela takšnih, prav Svetlana, da mi paše. Tako da zdaj sledi snemanje tretje oddaje. Na Facebook strani Evina lepotilnica sem objavila tudi en post, kjer sem vas spraševala, če katero karkoli zanima v zvezi z nastajanjem oddaje. Dobila sem nekaj vprašanj in sicer prvo je bilo, zakaj si se odločila za to službo. V bistvu za to službo sem se odločila zato, ker sem res od nekdaj, ampak res od nekdaj želela postati TV voditeljca. Mislim, da že kot majhna sem vedno govorila, jaz bi rada nastopala, jaz bi rada vodila in potem sem enostavno temu sledila, kasneje šla na novinarski
novinarski faks, ker sem želela tudi tako se izobraževati, da ne bi bilo vse skupaj kar nekaj, ampak da imam tudi strokovno znanje in potem splet naključi, da sem bila v pravem trenutku na pravem mestu in dobila torej svojo prvo vlogo, prvo ponudbo, potem pa je šlo vse samo še navzgor. Kako poteka snemanje? No, to upam, da ste nekaj tudi videli približno, kako torej izgleda. Enostavno en dan pred samim snemanjem grem v trgovino, si izberem oblačila, nekako najrajši to počnem sama, ker lahko potem takoj pomerim, kako ena stvar izgleda, a mi je prav. Če mi ni, sicer ste lahko videli, da rešujemo s pasom, da potem vse skupaj izgleda bolj prijetno, pa še super prav pride, ker potem damo tja tudi vse te snemalne naprave. No, potem, ko so oblačila zbrana, pa ponavadi ali naslednji ali isti dan grem do studia TV3 oziroma VPK to snema in potem grem najprej v masko, kjer me moja Svetlana najprej namaže, potem se oblečem in grem že kar v studio, potem pa se začne akcija. Kako izbirate oblačila? No, to sem odgovorila. Imaš maskerko? Imam, ste jo tudi spoznale. Kako se studio pred začetkom pripravim? V bistvu tukaj sama nimam neke vloge, zato so zadolženi fantje. En je zadolžen za kamero, drug za pripravo scene, celotnega studia, tako da tukaj vam kaj več ne bi znala povedati. Skratka, zato so zadolženi drugi. Kdo sestavi scenarij? Scenarij sestavim sama, kar je tudi v bistvu najboljše, ker potem vem, kaj piše in že ko scenarij nastaja, v bistvu vadim, na glas izgovarjam, to je tudi nekako moj trening in tako ni potem dejansko nobenega presenečenja, že poznam besede in besedilo. Zdaj trudim se, da je besedilo čim bolj zanimivo, da je scenarij čim bolj tako kreativen, zato včasih tudi pokličem kakšnega glasbenika, da res zvem tisto najnovejšo informacijo ali pa napišem kakšen mail, sestavim vprašanja oziroma naredim kar intervju, ker noben noče poslušati nekih starih informacij. Kako si prišla do te službe oziroma kako si postala TV voditeljica? V bistvu TV voditeljica sem postala tako, da sem šla enostavno na avdicijo, kjer ti potem postavijo različne naloge, vprašanja in potem sem prišla v prvi krog, potem sem naredila tudi drugi krog in potem sem dobila veselo novičko, da sem zbrana in takrat so mi tudi ponudili vodenje prve TV oddaje. Potem te imajo pa itak v spominu oziroma imajo tvoj kontakt, pa potem, ko imajo nek nov projekt, te spet pokličejo in spet sem vesela, zadovoljna, ker opravljam svojo sanjsko službo. Če katero še kaj zanima, ima še kakšno vprašanje, pa danes nisem povedala, mi lahko pustiš vprašanje, bom z veseljem odgovorila spodaj pod videom, lahko mi pa pišeš tudi na mail, me kontaktiraš na eva.centrih@gmail.com. Oddaje so posnete, jaz spet v svojem avtu, grem vrniti oblačila, potem pa jesti, ker sem lačna. Upam, da ti je bil tale video všeč. Sonček misije, ne moram več gledati. Se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!